Marija Šeme Baričevič, ki je na dan najinega pogovora v zavidljivem 94. letu starosti in kot se boste lahko sami prepričali, prava zakladnica dragocenih spominov, je na slovenski televizijski režiji pustila izjemen pečat. Brez dvoma spada med vodilne slovenske televizijske režiserje obeh spolov, tako po količini kot kakovosti in tudi raznovrstnosti opusa. Ko smo o njej in njenem delu pobarali nekaj njenih nekdanjih kolegic in kolegov, so bili soglasni. Je pionirka slovenske televizijske režije. Pozdravljeni v podcast Filmarija Društva slovenskih režiserjev. Moje ime je Maja Vajs, režiserka sem in včas mi je, da bom se danes pogovarjala in gostila televizijsko režiserko Marijo Šeme Baričevič ob enem posebnem dogodku, ko je postala gospa Marija Šeme Baričevič častna članica Društva slovenskih režiserjev. Pozdravljeni, kako ste? Pozdravljena. V redu zdaj, hvala. Častno članstvo v Društvu slovenskih režiserjev ste kot prva režiserka dobili po Jožetu Pogačniku, Vojku Duletiču, Maku Sajkotu in režiserju Karpu Godini. Izjemno mi je čast, da ste to prav vi, s katero sem se v bistvu dvakrat v življenju srečala in ste bili tudi vi že dejavni v našem Društvu slovenskih režiserjev 10 let nazaj, ko smo imeli pogovor o življenju in delu slovenskih režiserk v slovenski kinoteki. Se spomnite tega dogodka? Ne, nažalost. Ampak imamo fotografije, dogodek je posnet, tako da jaz od takrat sem si najbolj zapomnila to, da ste nekako obžalovali, da vseeno nikoli niste imeli možnost, da bi posneli v bistvu prvi celovečerni igrani film za kino. Zakaj mislite, da to ni bilo mogoče? Preveliko rivalstvo je bilo. Tudi težko, veste, prodreti, če imaš močnejšega nasprotnika. To so bili nažalost kolegi. K temu se bova še vrnile in za začetek pa bom jaz povedala vsem našim poslušalcem, kdo v bistvu ste vi. Eno kratko biografske podatke je napisala vaša prijazna hči Deja. Rojeni ste 3. 7. 1927 v Ljubljani. V osnovno šolo ste hodili v Ljubljani. Napisala je leta 1941, ko je bila stara 14 let, je umrla mama, zato so spomini na vojna leta še bolj žalostni, časi so bili negotovi. Imate kakšen spomin iz tistega časa? Če se posebej spomnite? Mislim, konkretno zame ne, ampak stane situacijo kot tako. So Nemci recimo ubili prijatelja od moje mamice in kup takih smrtnih žrtev je bilo naokrog, ker se je bila pač vojna, ampak otrok težko razume, kaj je to vojna. Mislite, da vas je tudi to delno zaznamovalo pol in tudi vaše delo, tudi vaše TV drame? Ne, sploh ne, to je prevelik razmak, časovni razmak. Živeli ste takrat potem z babico, ki je bila k sreči polna ljubezni in dobrote in je vas kot vnukinjo podpirala v vaših željah in prizadevanjih v izobraževanju. Tako. Gimnazijo ste obiskovali v Ljubljani, po vpisu na AGRFT ste se pa po študiju potem preživljali sami. Leta 1957, po diplomi pa ste se poročili z doktorjem Jožetom Baričevičem, s katerim ste imeli v zakonu 2 otroka. Prosim, kako pa ste usklajevali recimo to garaško delo režije, poklica režiserke za družino? Imela sem čudovito staro mamo, ki mi je oba 2 otroka vzgajala, tako kot je že mene vzgojila, in tako da smo se zelo razumeli in vsi radi delali. Delo nam je bilo užitek. Odločili ste se za študij igre na takratni Akademiji igralskih umetnosti, današnji Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, in v bistvu ste se že vpisali leta 1953, ne? Odkot ta odločitev za igro? Ne vem, pač taka je bila situacija, je bila takrat, da sem čutila potrebo
nekaj narediti sebe. No. In prav umetnost je bila tista, a ste se hoteli v bistvu izražati? Ja, umetnost je bila to. In tu na akademiji so bili v bistvu vaši kolegi Zlatko Šugman, Polde Bibič, Janez Čuk, Alja Tkačev, same legende. Kako je bilo študirati, biti študentka igre? V redu. Dobro smo se razumeli, vsi. Mislim, nisem čutila kakšnega rivalstva ali pa kaj podobnega, ne. Vsi smo bili novinci še v teh zadevah. Pozneje ste igrali v 3 profesionalnih filmih. V kratkem filmu 10 pred 12 iz leta 1961, potem v danes tudi že legendarnem celovečernem filmu Tistega lepega dne ste igrali vlogo Zane, skupaj z legendarnim Lojzetom Rozmanom in Stanetom Severjem, pod režijo Franceta Štiglica, in igrali ste v Našem avtu režiserja Františka Čapa, iz leta 62. Torej 3 zanimive filmske vloge, filmi. Se spomnite Zane, kako ste se pripravljali oziroma kako je bila ta izkušnja biti igralka? Ja, ena novost, ne, ki mi je bila do takrat tuja, pa sem počasno začela uživati v igri, v tem. Pa sodelavci so bili lušni, smo se razumeli. Nobenega rivalstva ni bilo med nami, tako smo vsi hoteli dobro. Slavko Hren, ki je naredil portret z vami, v bistvu je edini portret, ki nekako zabeleži vaše življenje in ustvarjalno delo režiserke, ne, je v bistvu tudi nekje napisal: meni se je vpisala večni kinematografski spomin s podobo najprej begave, prestrašene in obupane, nenačrtovano noseče Zane v Štigličevi očarljivi komediji Tistega lepega dne iz leta 1962. Ob duši Počkaj, Bertu Sotlerju, Zlatku Šugmanu in Angelci Hlebcetovi je bil prav lik Zane, ki ga je predstavila Marija Šemetova, med najbolj zapomljivimi. Tudi zato, ker mlada nevesta doživi tako vihravo transformacijo in s poroko tudi takojšnji porod. Z njim se prelevi v nasmejano, srečno razigrano mati, ki kljub fašistični okupaciji predstavlja nadaljevanje klenega slovenskega rodu. Lepo. Ampak potem pa niste ostali pri igri, ne? Režija je bila tista, s katero ste... Veste, to je tako, ko enkrat poskušiš in vidiš, in kam te bolj vleče, kje najdeš več materijala za življenje, za stroko in tako naprej. Jaz sem padla, pa morala sem splavati. Mislim, padla v vodo in morala sem splavati. In to je vedno ena taka, kako bi rekla, šola in preizkus, ali bom splavala ali ne bom. To je pa zanimivo, to je težko povedati z besedami. Televizija Ljubljana je bila ustanovljena leta 1958, ne? In vi ste potem kmalu, na samem začetku televizije začeli dejansko, ste se zaposlili, ne, na televiziji kot asistentka režije in ste začeli tam delati. Ja. Kako pa je bilo? To so bili takrat pretežno moški svet, režiserji, ne? Kako je bilo vam kot mlademu dekletu? Normalno, delo je delo, veste, takrat ne gledaš na spol, pa na simpatijo, ampak delati, moraš se priučiti, moraš delati, ni časa za druge stvari. A ste dolgo potrebovali do svoje prve režije na televiziji? Ne, mislim, da ne. Takrat so bile vse novosti za vse. In kaj sem kar padla, sem kar pahnila in sem v to not. Se pravim, in sem pač splavala, kolikor sem. Upam, da je bilo v redu. Leta 1965 ste dejansko posneli Beg v ječo, TV dramo, v kateri igra tudi Ivanka Mežan. Ja. Potem so sledile mnoge v bistvu TV drame, Trdnjava, Tekma, Svet brez sovraštva po drami Mire Mihelič, potem Zrušek, potem Major, ustreljeni boste,
Vila za ljubico, Tiha dolina, Veliki načrt, Ja. Ciklamen, Balada v ulici, Suha leta, Agitator, Dobrotnica, Delovni dan sestre Marje. Veliki opus. Potem pa še naprej, ne? Dejansko ste snemali tudi igrane serije. Leta 1966 ste posneli Večerno šolo, humoristično igrano serijo. A se še spomnite mogoče, kdo je kaj igral v njej, oziroma a je bilo to še črno-belo? Najbrž je bilo še črno-belo. Ne vem, ne bi mogla, ampak mislim pa, da Večerna šola, vem, radi smo delali vsi to. In igralci in jaz radi. To je bila kar serija, se mi zdi. Poleg te serije ste pa delali tudi potem pa eno leto pozneje otroško TV nanizanko Via vaja ringaraja. Tako da ste se v različnih žanrih, bom rekla, poskusili. Za otroke, humoristična, drama, tragedija. Ja, sem. In to je bilo to pestro življenje, ker mi dajalo moč in energijo, no, za delo. Kje ste se pa naučili v bistvu režije, ne? Prebrala sem, da ste podiplomski študij sredi 60-ih let imeli, da ste odšli v Italijo, v Milano in Rim. Ja, to je pa tako, takrat so pa podeljevali, tako smo bili bolj ena grupa ljudi, ki so delovali na razpise mednarodnih štipendij. In tako sem jaz pač tudi zaprosila za štipendijo. V Rim sem šla ta prvi. No, in to je bilo vse preko Beograda reševano. Mislim, Beograd je dal svoj žegen, ali boš ali ne boš sprejet in boš, in tam so pol tudi vračali oni, ali so te zaposlili, ali si pa rekli adijo. A veste, tako je bilo. Ja, to so bile za tiste mlajše naše, to je bil čas Jugoslavije, ne, Socialistične federativne republike Jugoslavije, in vi v Rimu takrat, kjer je šlo seveda vse čez Beograd, ker je bila to takratna domovina, Slovenija je bila le ena od republik, ne, in tudi televizija je bila republiška televizija Ljubljana, danes je seveda to televizija Slovenija, ne, je naslednik te TV Ljubljane. A se spomnite, a ste bili tudi znameniti Cinecittà? Ja, mislim, veste, kako je. Jaz sem bila pač v Italijo, sem zaprosila, ker mi je bila najbližje. Najbolj pri roki, kot rečeno, ker sem imela še staro mamico, ki je bila od mene odvisna, mislim, pač ona je izgubila hčerko, jaz sem izgubila mamo, in tako naju je to zelo povezano in nekako takrat tudi, ko sem odhajala v Italijo, ko sem dobila štipendijo, sem bila zelo vesela in ona z menoj. Ampak, ko sem pa odšla, je bilo pa hudo, ne, ko se ločiš, no, sej. To smo pa že urejali, jaz sem se vračala lahko, pa za vikende, da nismo imeli dela, pa nazaj, ampak v glavnem, tako je bilo pestro življenje. Je pa to čas, ko je imel tudi svoje spomine Modurnjo velike uspehe. Tako to je bilo tako sočasno. In tako da smo še polno, ko sem bila poročena, sem nas je vabil vse z možmi in tako, da smo prišli skupaj pa zaključili serijo, pa tako. Kako pa ste se spopadli kot režiserka, pa tudi, bom rekla, odkrivali, študirali te kamere, tehniko, ne? No, saj to je bil začetek, ne. Jaz sem rekla, se pogovarjali, pa je rekel mi ta režiser prav, ja, to je stvar zdržljivosti, kdo bo zdržal, ali bo padel, ali bo šel naprej. In tako je bilo takrat življenje, in ko sem pač prvo
za mešalno mizo z tem italijanskim režiserjem. Nisem znala, seveda ne, ampak je pol, če me je vprašal, sem rekla moment, pa sem pogledala v slovar in sem rekla, ja, ta vokabularjo, ta me vodi, ker je, to je, če ne en kup besed, a veste, tle je bilo pa le zapisano in sem se držala teh direktiv kako bi rekla, teh prijemov, no, njihovih v režiji. Torej, treba je bilo imeti trdo kožo, biti vztrajen, odločen in pogumen. Točno to je bilo pa tudi, no, res. In to je bilo treba biti v mednarodnem merilu tako in tudi na domačem terenu. Seveda. Samo za domači teren, recimo, jaz nisem izkusila to, kar so nekateri, da so bili sovražni, zavidljivost, da so recimo z njihovim režiserjem me je hotel malo pohecati enkrat, da ne bom razumela. Sem pa rekla, imam vokabularjo, bom pogledala, pa bom predsvedla, kje sem, ne. Tako sem bila, trdoživa sem bila, no, nisem se pustila kar v koš vršč. Ja, vas zelo dobro razumem, gospa Marija Šeme. Kako ste pa potem, a ste imeli tudi svojega najljubšega snemalca, recimo na televiziji, takrat televiziji Ljubljana? To je bil pa Slavko, kako se je pa že pisal. Tako, Slavko Nemec je, on je bil zelo prizadeven in hotel je vse urešiti, v dobrem speljati, en tak dobrovoljen človek je bil. No, in z njim smo ogromno delali, ogromno. A ste snemali tudi dokumentarne stvari, dokumentarne oddaje? Tudi, vse je bilo treba delati, vse zvrsti. Ni bilo izbire. Ali si ali pa nisi. To je tako bilo, ne? Ali boš zdržal ali boš pa propadel. Sam ženske smo ponavadi trmaste, ne? In se ne damo kar tako okoli prenašati, ne? To sem hotela povedati. Ja. Snemali ste pa tudi v tujini, ne? Kaj pa ste snemali? Za konec nekako mojega delovanja v Italiji je bila ena velika reportaža, bi rekla, ali kaj. In to smo po republikah hodili, kjer je to živelo, to združenje mednarodno, da gremo vsi posod, no, kako naj vam rečem, da spoznamo. No, ampak ta zadeva moja, ki je bila pa izrazito samo v Italiji, je bila pa vključitev vse v njihovo življenje, v njihove probleme, v njihove izkušnje. No, to mi je bilo zelo, to je bila tudi ena zadnja taka velika moja snemalna pot. Snemali ste tudi ne samo v Italiji, ne, snemali ste tudi v Belorusiji. Kaj ste pa tam za eno stvar snemali? Življenje pač ljudi tam in pa to sem imela v glavnem, saj veste, Rusija je Rusija in to so bili izbrani tisti, ki so smeli govoriti, kar bi radi. In nekako smo splavali, kot bi rekla. Smo se razumeli in ni bilo nič ugovora od oblasti. Snemali smo pa na kolhozu, pa tiste razmere, ki so bile pač dovoljene, če lahko še temu tako rečem, ne. Ne moreš nekaj kar sam po svoje. Tudi ne smeš biti preveč radoveden, če ne si že sumljiv. A veste, to moraš biti nekako splavati, kot riba splava. Moraš se znati, to ni enostavno bilo, ali je bilo ali pa ni bilo, ali si se razumel ali se pa nisi. Pol smo lahko kufre zaprl pa šel. A veste, to je zelo, kako bi rekla,
taka borba med sodelavci, oziroma šefi, če lahko rečem bolj tako. Ker sodelavci smo se dobro razumeli, ampak šefi so imeli svoje predstave pa svoje kombinacije. Zato tudi meni je recimo presenetilo to, da se je ena drama enostavno zgubila. Je ni bilo. Kako je to mogoče? Ampak mogoče je vse. Zelo posebno mesto ima TV-drama Dobrotnica, ne? Ta je pa prav v bunkerju pristala. Kaj se je dogajalo? Veste kaj, jaz sploh ne vem, Dobrotnica je kar nalepno zgilna. Jaz nisem nič več ne slišala za njo pa nič, ampak se mi je pa čudno zdelo, kako morajo krsko eno dramo zatušati, no, recimo. Ne mune, ne maj, ne nič, da jo kar ni. To je bila zarota po mojem, ker ni to tudi politično, ni bilo toliko zgrešeno, konsko so jo gledali tudi vel možje duhovni, pa niso nič rekli, mogoče če so pol zadaj, ki govorili, ampak ne vem. Šla je ven Dobrotnica, no, ampak pol šla pa v bunker, ne, seveda. Ja, in to je bilo leta 1981, ne? Meni se zdi, da je bilo kar malo političnega vmes, ker ne morem si drugače predstavljati, ker je bilo pravzaprav zgodovinska drama, samo da je posneto bilo s kamerami, ne. To je takrat tisto leto, vem, da so šli 3 drame v bunker. Eno je režiral Mirč Kragl. To ni malo denarja, veste, te to stane. In tle si bil moralno obvezen, da dobro speleš. Ampak v glavnem speljala sem in hvala Bogu. Ja, to bi bilo seveda zanimivo videti. Tudi Slavko Hren je napisal, ne, da je v opusu Šeme Baričevičeve sem si s filma ogledal samo odlomke TV igre Balada o ulici iz leta 1975, literatura Juš Kozak, adaptacija scenarij Vladimir Frantar. Samo odlomke, ker igra v celoti ni ohranjena. Samo na film posneti deli, elektronsko posnete so zaradi pomanjkanja trakov nekoč, ne ve se kdo, zbrisali. Kar sem videl, pa me je osupnilo. Frane Milčinski Ježek v eni svojih najresnejših vlog, poglobljen, karizmatičen, prepričljiv in ob njem čudovita duša Počkaj, diva. V vsem najboljšem smislu. Deli za zgodovino igralstva, za zgodovino igranega programa nacionalne televizije. Vsekakor presežno delo. Vse sem delala z navdušenjem, z vse, imela sem tudi kar dobre, dobre sodelavce, smo se razumeli in bili delovni in uspešni pol tudi. Ampak so stvari vmes morajo zmeraj priti kakšni, ki malo mešajo strune. To je tako. To je življenje. To je življenje, kaj še. Recimo te sami začetki, a je bilo režiserk vas več, ni te zgodovine, veste, ne poznamo te zgodovine in mislim, da razen vas, pa potem nekaj malega je Mija Janžekovič tudi snemala. A je bil še kdo? Ne, mislim od žensk, ne. Kaj pa od moških? Ja, seveda, teh je bilo pa se ustroj. V glavnem so bili že moški vodilni, ne. Mi smo bili bolj skromni, ampak smo naredili veliko dela. A ste se mogle ženske režiserke bolj dokazati svojo kvaliteto dela? Ne vem, to bi šefi vedeli povedati. Jaz sem imela občutek, da ne gre delo v prazno, ampak da ima odziv, da je gledano in tako naprej. Ne vem, jaz zase lahko rečem, za druge pa bo vsaka zase povedala. Saj nas ni bilo veliko režiserka, veste. Dejansko ste bili vi pionirka
igranega programa, tudi kot ženska režiserka na televiziji Ljubljana takrat, oziroma kot bi danes rekli televiziji Slovenija. Izjemno, da vemo in da poznamo, ker navsezadnje ste nam vi s svojim odličnim delom, vztrajnostjo, tudi potem nekako utirali pot, tudi meni. Veste, ko ga je na en mora let prebiti. Jaz sem bila zelo pogumna, moram reči. Se nisem ustrašila nobenih težav. Sem videla povsod luč, da se prižge. Zato sem pa tako izbirala sodelavce. Meni ni bilo vseeno, s kom delam večje projekte. Meni je bilo važno, da se razumemo in da vsi hočemo dobro. In to v času, ko nam je bil dodeljen, se nismo kar mogli kar snemati, kakor se komu ljubi. To je od do pa zdravo, pa nimaš, če si zamudil, si zamudil. Veste, to je bilo zelo, kako bi rekla, no, nekako življenjska preizkušnja, a boš zdržal ali ne boš. Se strinjate s tem tudi, da je bilo prav snemanje igranega programa tudi v vaših časih neke vrste prestiž, dodatno zaupanje, ki ste ga kot režiserka dobili od vodstva? Ja, absolutno se strinjam. A ste si teme, torej scenarije sami izbirali ali ste dobili dejansko v uredništvu določeno? Iz uredništva, iz tega uredništva smo dobivali vsi. Tega uredniškega sveta, no, kjer so bili vsi uredniki, pa smo pol tam nekako dobili dodeljeno, kaj boš delal. Ali se boš spopadel, ali se ne boš, je bila tvoja naloga. In tle si moraš, je tudi, imamo ženske, smo vsaših trmaste, ne. Se nisem kar tako dala posmeti. Sem se borila za priznanje, seveda. Saj sem se morala, takrat sem bila jaz pravzaprav v gotovem času. Sem bila kar izjema, redka ženska, ne. Ja, tako je. Vi ste tudi v bistvu naredili 3 celovečerne televizijske filme igrane, kar je v bistvu bil še poseben izziv in navsezadnje nagrada zaupanja, da ste to lahko potem dejansko sploh režirali. A se spomnite mogoče kakšnega od teh filmov? Se ne spomnim. Veste kaj, toliko sem delala skozi, da sem kar iz projekta v projekt padla. In tega je bilo ogromno, sem delala. Ampak rada sem delala. In zadovoljstvo mi je bilo, pa zgleda, da je tudi šefom pasalo, da imajo eno garačinjo, eno garaško osebnost, ne. In hvala Bogu je bilo to sodelovanje enkratno. Mislim, predvsem dramaturgi, ne, so mi zaupali velike stvari, ki so pol recimo imeli pripombe na koncu. Drugi tabor, recimo, če nas tako lahko porazdelim, da imam privilegije, pa jih nisem imela in to sem dokazala s svojim delom. A veste, ni bilo lahko, vam povem, sem se morala skozi biti pozorna, boriti, kje me bo udarilo, kaj je narobe, da ne bom kaj pogrešila, da mi ne bojo to pripisovali kot negativo. V glavnem ni bilo lahko, no. Jaz bom samo zdaj naštela, ne, torej te celovečerni televizijski filmi, ne, to je bila dejansko leta 1967 celovečerna TV igra Tekma, pa potem je bila to Ciklamen po Janku Kersniku, celovečerni TV film leta 1974, pa potem tudi leta 1982 Delovni dan sestre Marje po Antonu Ingoliču, ne. Ja, ampak vse so bili še drugi, večji prej. Ampak pustimo, teh bilo in kup dram je bilo, ki sem jih delala, pripravljala pa snemala. Je bilo še več tega. Niste pa snemali le po dramah domačih pisateljev, ampak tudi tujih. Balzac, Armand, Bulgakov, Agnes Fedor, Judith Kovač.
So vam bile ženske avtorice mogoče bliže kot moški avtorji? Vidite, da sem malo feministično usmerjena. So bile to drame, kot so socialni realizem, eksistencializem oziroma... Nismo mi tako to ločili po obdobjih, ampak delal si, kar si dobil, in delati si moral dobro, ali pa nisi več dobil drugega projekta. A veste, tako je bilo. Boril si se, ampak ne vem, veliko je bilo zahrbtnosti, ne. Ampak jaz nisem nikoli to raziskovala, mene to ni motilo. Vsak ima svoje življenje, vsak mora biti pošten, če je, če ne pa brez skrbi, da je že kdo, ki ureja te zadeve. Pravite, da oba dva žanra, torej dokumentarni film in igrani, vam je bil ljub. Ja, oba. Ciklus oddaj, 28 oddaj po 30 minut, Slovenski ljudski plesi, ne, je bila neka, bom rekla, posebna vaša zgodba. Začeli ste jo že leta 1976 in potem dejansko ste to snemali kar nekaj desetletij, bi rekel človek. Ja, to je bila ta serija Slovenski ljudski plesi. Ta profesor Ramovš je izbral teme pa ansamble. Pa smo imeli eno vajo, pa smo pa kar začeli snemati, ker ni bilo dosti časa. Veste kaj, dren je bil, veliko je bilo dela in si moral, kar si dobil, hitro narediti. Jaz sem bila že Marlsova plesalka, veste. Zato sem najbrž tudi dobila to serijo. Ampak kot na začetku je bilo to, da smo se nekako porazdelili, kdo kaj, kako. Ker nisi sam vedel, kaj boš zaplaval, ne. To je pač bilo dosti kolektivnega dela. In si moral ugrizniti in delati in dobro delati. Če si dobro delal, si dobil delo, če pa nisi, pa ga nisi. In jaz sem bila ena tistih, ki sem bila garaška. Nisem gledala ne na uro, ne na čas. A se spomnite, ste snemali to še na film ali ste snemali na elektroniko? Na elektroniko. Nekaj pa na film, seveda, saj kar ni bilo dostopno. Ker veste, to je bila velika, imam še veliko tega. Hoteli ste reči, da je bila velika mašinerija, tudi jaz tako rečem, velika mašinerija je bila, ja. Tako. In avtoriteto ste imeli, a je bilo treba z trdo roko ali z mehko? Ne, smo se zelo razumeli in smo hoteli vsi. To so bili naši začetki, ne, nismo hoteli. Smo se morali sinhronizirati, ker trme ni šlo, ne, si moral kar lepo dokazati se pa preverjati sodelavce, kako je. In mislim, zanimivo, no, tako za mladega človeka, raziskovanje. A se mogoče spomnite, kateri plesi so vam bili najljubši, katere ste najraje recimo snemali? A veste, ne, ker sem vse rada delala, vse. Jaz sem zaživela tudi pri teh plesih. Luštni sodelavci so bili in ne bi mogla, karkoli, če bi rekla, bi naredila krivico drugemu. Ena luštna ekipa je bila, radi smo delali, veselili smo se, ko smo videli, da smo na planu. Torej, ta ljubezen do plesa, mislim, da če gledam vašo biografijo, je bila tudi v tej povezavi z mjuzikli, ne? Dejansko ste pustili tudi 2 mjuzikla z koreografom Ikom Otrinom. Ja, Otrin, Deklica in klovn, moško leso. V terminu, ki nam je bil določen, smo morali narediti. In v glavnem razumeli smo se, ekipa, radi smo delali. Mislim, nič ni bilo nevoščljivosti med nami, ne. Tako čudovito, kot da smo eno telo. Zelo lepe spomine imam na to obdobje. Kako ste pa postavili ta jezik, filmski jezik, torej televizijski jezik
za določeno, recimo za dokumentarec, za igranje. Vi ste le pisali in začeli s temi začetki, ne? Kako ste se to učili in potem prišli do tega svojega stila? Ste imeli pol na koncu nek vaš stil? Se vam je zdelo, da je to nekak vaš dotik? A veste, to je tako. Nekako, če imaš nekaj rad, če nekaj novega, ki še raziskuješ, si razpoložen noč in dan biti na razpolago. Če pa se začnejo kje intrige, tam me ni bilo. Nisem nič razumela, pa hotela slišati o intrigah. Ne. Jaz sem bila zadovoljna, da sem lahko delala, da smo imeli dobre sodelavce, da smo imeli v redu šefe, pa tako meni ni bilo za prestiž. In to sem pa lahko živela, jasno. A ste imeli tudi kakšne vzore znotraj, recimo pri določenih režiserjih oziroma filmih? Ne, ni bilo vzora. To je bila šablona, to je bilo praksa, to je bilo, se pravim, če si padel not, si splaval ali pa si tonil. To je bilo ali. In si se moral dobro držati, da nisi tonil. Torej, moral si poznati obrt, ne? Pa tudi neko umetnost. Tako. To oboje je bilo treba uskladiti, da greš naprej. In da se odbijaš vsem tistim puščicam, ki so upirjene nate, ne. Ni bilo lahko, ampak jaz, veste kaj, če imaš dobre sodelavce in sodelavce, pa hvala Bogu lahko izbiraš. To je zelo važno. Če imaš dobre sodelavce, gre vse naprej, mašina. Tudi če gre bolj počasi, pa gre naprej. In to je važno, da ne obstaneš, pa da ne nazaduješ. A ne, v življenju. A vam je kdaj zmanjkalo materiala, filmskih rol za snemanje nekega določenega dokumentarca? A ste imeli omejitve v materialu, recimo? Ste morali paziti? Ne, ni bilo treba. Saj je bil scenarij, je bil napisan, režijska knjiga je bila napisana, treba je to samo zasledovati in teče. Mislim, tle ni kaj, ne. Tle, če se eni grejo ene eksperimente, jaz se nisem šla nikoli. Imam čisto vest to pogledno. In dobila sem pa tudi odzive pozitivne nazaj, ne. Saj to je bumerang pol pride. Mislite, da ste s svojim delom tudi neke standarde televizijske postavili? Ne vem, ne bi rekla, jaz se nisem, veste, za to teorijo se nisem dosti brigala, jaz sem projekt dobila, lahko bi ga odklonila, če mi ne bi pasal, če bi vedela, da ne bom speljala, ga sploh ne bi sprejela. Projekt sem dobila, morala sem ga dokončati, šlo je pod kontrolo, kar je bilo, v glavnem nisem imela, v delu samem nisem imela problemov. Tudi šefi ne, pravzaprav. Ker veste kaj, šefa pokličeš, če je kaj narobe. Če pa v sredo ga pa nimaš kaj klicati. Še to vas bom za zgodovino slovenske televizije vprašala. A ste tudi imeli kakšna tale, recimo, ko ste sodelovali znotraj jugoslovanskega prostora, tudi izmenjave teh oddaj tudi za druge republike? Ne. Ne vem, koliko so zdaj to šefi pol urejali naprej, ampak mi smo delali za našo publiko, v slovenskem jeziku. Vi ste dejansko režirali na televiziji, ne? Zdaj potem pa so tudi snemali te celovečerne filme, tudi pozneje, tudi dokumentarne filme, recimo tudi kot Jože Pogačnik, Mako Sajko, dejansko z denarjem, ki je bil izven televizije, z nekimi formati, ki naj bi bili bolj filmski formati in tako dalje. A se vam je zdelo, da je znotraj teh dveh prostorov so kakšna trenja? Ne. Dobro, to je vsak zase, to smo ekipe, pač različne, ta ekipa je delala to, druga je delala drugo, ampak veste, saj v glavnem smo režiserji nekje pa le izbirali svoje sodelavce in smo pazili, da ne bomo dobili vmes kakšnega podtaknjenca, da bi delal nered. A veste, to je bil
je bila kar ena taka tiha borba, ampak ni bila nikjer vidna, nikjer čuteča v javnosti, ker to je imel vsak pa svoje. Vi ste delali tudi kot režiserka z velikani slovenske igre, ne? Od Duše Počkajeve do najrazličnejših igralcev, Ivanke Mežanove in tako dalje. A ste se učili tudi, ne vem, a ste se inspirirali mogoče tudi kaj v teh tujih filmih? Ste hodili v kino, ste gledali te filme? Kdo je bila vaša najljubša igralka, recimo, ne? Ne, nisem. Joj, kaj vam bi jaz rekla? Časa je bilo vedno premalo. Vedno smo hiteli, vedno je bil en tempo. In to pa nimaš tistega, spočil si še neko je bila oddaja oziroma film ali kar je bilo gotovo. In ko je bil ogled in če je bilo v redu sprejeto, to je bila največja nagrada. Nismo pa imeli časa, da bi se opazovali, ogledovali in teh razne kupčkanje, ne, ni bilo. Tle je bilo čisto vse, ali si bil ali pa nisi bil. Ampak najljubšo igralko pa ste imeli. Kdo je bila vaša najljubša igralka? Ste imeli kako najljubšo igralko, domačo pa tujo? Težko rečem. Ne bi mogla vam na to odgovoriti, ker jaz sem imela igralce zbiraš ti. In če si izbral dobro, je bila pač poštempljana in je šla naprej s tabo. Če je bilo pa slabo, je pa nisi nikoli več angažiral. To je edino to. Ker z igralcem moraš delati in ti, če ne dobiš z druge strani razumevanja ali pa gledanja na enak problem, potem je bolj, da ne greš v to igro. Tle je režija zelo samostojna. Ali gre ali pa ne gre. Se strinjam. Kako ste pa recimo delali s temi igralci, kako ste jim dajali napotke? Je morala biti neka posebna vez med vami oziroma kako ste kadrirali, se spomnite še? Saj smo imeli kakšne vaje, ne? In na vajah smo se pol razčistili stvari, ki bi recimo bile potrebne za razčiščevanje. Ni bilo problemov, to je teklo, teklo gladko in tako. Ne, ni bilo problemov. Sploh ne. Če ne, pa ne bi jaz držala toliko časa, a veste, ker to je naporno. To ni, ko ti srce utripa, a bo šlo ali ne bo šlo, a uspelo ali ne uspelo v določenem času, ker čas je bil tudi denar. Ti ne smeš zapravljati zdaj ne vem kaj. Si moral racionalno razporejati ta program svoj, ki ti je dodeljen, ne. Nisem imela težav, sploh ne, res ne. Začetki so bili težki, ja, to je bilo, ker preden si se uveljavljal, preden si dobil delo sploh, ampak ko si ga pa dobil, dostikrat si ga tudi sam iznajdel, pa ga predlagal. In to je bilo zelo krasna zadeva. Dobro sodelovanje je bilo, no, s temi domačimi kadri. Pa to je, ne, noben ti ni polene pod noge metal, da bi se prekucnil, ne. Si bil siguren v svoje sodelavce, da bojo vsi pomagali, da uspe načrt. To je veliko vredno od kolektiva, veste. In kolektiva moraš pa tudi znati ga ustvariti pa vzdrževati, ne. Pa saj nismo bili taki abstinenti, saj so bilo vse nekako v sporazumevanju. Vsi vedeli smo, kje je meja, in če smo se držali te meje, je šlo vse gladko. In to je. Mislim, da niso z nami imeli tudi šefi ne problemov. Mi smo tako potihem delovali vsak zase, ker to je bilo mogoče, ali pa dobival polena pod noge, če bi se kaj preveč razgaljal v načrtih pa tako govoril. Ni bilo govorjenja praznega. Bilo je delovno. Luštno je bilo. Lepe spomine imam. Tudi tiste intrige, ki so bile, so pozabljene, a veste,
Sam lepe spomine imam. Se jasno intrigirajo, se jasno marsikomu ni šlo v račun, da sem dosegla uspehe z igralci pa sodelavci. Ampak meni ni, taki smo ljudje. Imamo pač take in take simpatije in antipatije in tega ne bomo spremenili, ne. Jaz sem bila dobrovoljna, rada sem delala, z užitkom sem delala, rada sem se pa tudi zabavala, če smo uspeli. Ja, ampak kot režiserka ste vi bili tisti, ki ste v bistvu vodili, ne? Vodili celotno ekipo, ne? Vse te ljudi, vse to to je velik sistem. Vi ste bili odgovorni, tudi odgovorni ste bili vi, na koncu je režiser odgovoren, ne? A tudi za finance odgovorni, ker nismo smeli preveč zapravljati, ne. Smo bile kvote in ti ne smeš preseči. Dotlej lahko delaš to, pa če je še tako fajn ideja, ne moreš, ker ni denarja. A veste, to je živo telo, je to. Treba se je pač prilagajati, tako kot se v življenju prilagajamo vsem stvarem. A jih unosiš vase ali si pa po goru. Ne moreš strma stojiti skozi. In zdaj se mi zdi, da imamo ženske še en drugi čut tam ne vem, po številki en čut, da slutimo, da je nekaj narobe. In ko gremo raziskovati, vidimo, da smo imeli prav in da nas je slutnja privedla do pozitivnih rezultatov pol, ne. Enostavno se nismo pustili pohoditi. Trmasto ženska tudi. Močen moraš biti, močen. Če si iskren, pošten, če imaš ljudi rad, potem je tle tudi tvoja moč. Ker se na lepem se pojavljajo primeri, kot je to nekako prikazano, da grešiš ali pa da imaš prav. To je življenje, to je živ utrip. Zato te pa tudi tako privlači, ne. Ja, ker po svoje tudi iz nič nekaj ustvariš, ne? In rekonstruiraš to življenje. Tako. In če drug nekaj ustvari in ti dobiš to kot merilo, recimo, potem si vesel, da vse teče tako, kot je treba, ne. Ne boš delal cirkusa pa se spakoval, pa to ne, pa to bi, pa to ja. Ne, delati je treba, napredovati moramo, kolektiv smo, ali bojo nas rezali ali pa bomo mi rezali barabe. Ne moreš drugače reči, tako je. Ko ste snemali s Slavkom Hrenom, žal tudi jaz nisem videla tega dokumentarnega filma, upam pa, da ga bojo ponavljali in predvajali, ne. Ste kdaj čutili kako grenkobo zaradi tega, da nekako vaše delo, glede na to, da se dosti vedno tudi piše o nekaterih, da se promovirajo stvari in tako dalje, no, da se mogoče ni toliko o tem govorilo, oziroma a vam je bil občinstvo, ljudje, pohvale, mogoče kakšne, ki ste jih dobili, bolj pomembne? Veste kaj, ne, saj nismo imeli takega direktnega kontakta z ljudmi. Mi smo imeli delovne kontakte, pa po ogledih, da smo skupaj gledali, recimo z avtorji oziroma s tistimi sodelavci, da smo tako se kaj pogovarjali ali pa rekli, joj, to pa ne, ali pa to pa ja. Ampak to je bilo vse interno, to ni šlo nič v javnost. Danes je to drugače, seveda čas digitalnega, tudi medve se tukaj pogovarjava po Zoomu, ne, vsi smo na različnih koncih tehnik, vi, jaz. Čas, kako pa gledate na ves ta čas, torej na to svoje delo, ste zadovoljni s svojim ustvarjalnim opusom, ki ste ga naredili in prispevali k slovenski kulturi in zgodovini? Jaz sem, veste, kako je to, jaz sem le dala te hude čase okupacije Nemčije, ki so bili skozi, da sem se komaj opomogla, ker en kup mojih
znancev in znank so šli v taborišča. Jaz sem, hvala Bogu, iz tega bila izključena, da sem ostala doma. Mogoče tudi zato, ker sem imela staro mamico, ki je bila tako navezana in se nisem družila nič, kako bi rekla, ne z enimi, ne z drugimi. Nevtralna sem bila, no. In meni je šlo, da imam delo, da so bili kolikor toliko uspešni ti rezultati dela. To mi je bilo glavno. Jaz sem bila garač, če lahko z drugimi besedami povem. In blazen tempo je bil vse skupaj, ne. In tle dosti filozofirati nisi mogel, ker so te spodnesli. In si moral zasledovati svojo idejo pa svoje zmožnosti zelo ostro, ker so z vseh koncev so prežali, kdaj te boje razvrednotili. Tako je, no, tako je življenje. Bom kar tako vprašala, gospa Marija Šemje-Baričevič, a ste mogoče dobili kako nagrado za svoje življenjsko delo od nacionalne televizije Slovenija? Ne, nisem. Važno je, da si ti zmagovalec v svojem okolju, ne. Se bi lahko se bi ti kaj zgodilo, pa bi bilo konc, pa ne bi nič. Ampak hvala Bogu, imela sem polno ljubezni doma in ljubezen je zelo važen moment v življenju ustvarjalca. Društvo slovenskih režiserjev in še posebej režiserke smo zelo ponosne na vas in na vaše delo in se bomo potrudili tudi, da bi dejansko vaša dela v tem obdobju digitalizacije, seveda teh težav, vsega tega, bila na nek način restavrirana, dostopna, vsaj nekatera, da se ta dediščina ohrani in s tem tudi v bistvu vaše delo in seveda, saj veste, kako je tista, ne, v svojih delih živel boš večno. Oja, hvala lepa. Hvala za vaš trud. Sem prav vesela, da ste se me spomnili, tole do konca speljali. Gospa Marija Šemje-Baričevič, naša režiserka, želim vam veliko zdravja, ne, in najlepša hvala za današnji pogovor. Želim vam vse najboljše, pa trdno voljo, pa ne se psiti, ker vas bi hotel. Je že tako, no, ženske smo ženske, mislijo, da se lahko z nami vse sorte dela. Ne, se ne bomo pustili, a ne. Če delamo, smo enakovredne, smo garaške, se odpovedujemo marsičemu, vse moški, ne. Tako da je treba tudi vztrajati v tem naši začrtani poti. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.